Ko gre za zastoj srca, šteje vsaka sekunda. Tega se dobro zavedajo v Mošah in Dragočajni, kjer je preteklo nedeljo pred domom krajanov v Mošah na njihovo pobudo potekal praktični tečaj oživljanja. 20 motiviranih krajanov vseh generacij je dokazalo, da želja po znanju, ki lahko reši soseda, prijatelja ali družinskega člana, ne pozna omejitev. Ja, mi smo pričeli s temi tečaji, ko smo dobili v Mošah defibrilator, se pravi 2 leti nazaj. Vmes smo dobili lansko leto še enega v Dragočajno, tako da smo zdaj malo kolobarimo. 1 let v Mošah, 1 let v Dragočajni. Se nam zdi prav, da se to poudarja, da imamo to v vasi, pa da se tudi v bistvu te tečaje naredi, da se ljudje sploh vidijo, za kva to je, pa kako se s tem upravlja. Kakšen je bil danes odziv krajanov? Moram reči, da sem pričakoval, da bo sicer prišlo več ljudi, ampak vseeno nas je bilo enih 20, tako da smo zadovoljni, da so se odzvali. Pod vodstvom diplomirane medicinske sestre zdravstvenega doma Medvode, Keti Simonske, so udeleženci najprej ponovili osnove, prepoznavo neodzivnosti, pravilno izvajanje masaže srca in umetnega dihanja. Algoritem oživljanja, ponovitev temeljnih postopkov oživljanja odraslega otroka in pa dojenčka in uporaba AED. Kakšen je bil odziv krajanov, kako so se odzvali? Dobro, zanima jih, glede na to, da smo imeli 4 leta nazaj prvič, so zdaj v bistvu želeli imeti obnovitveno in so sami opazili, da kako hitro se lahko informacije porazgubijo, pozabijo, tako da to zanimanje je v bistvu tisto, ki jih je pripeljalo sem. Edina napaka, ki jo pri oživljanju lahko naredimo, je ta, da ne naredimo ničesar. Ja, to so stvari, ki jih ne uporabljamo ravno vsak dan. V paniki človek odreagira malo z avtopilotom, zato je prav, da se te stvari obnavljajo, da ostanejo nekje v podzavesti, da ko pride do situacije, da znamo čim bolj pravilno odreagirati. Še vedno imamo pa možnost 112 dispečerja, ki nas lahko vodi v primeru, da zmrznemo. Podatki za Slovenijo so jasni in neizprosni. Srčni zastoj zunaj bolnišnice vsak dan doživi do 5 ljudi. Ker reševalci zaradi oddaljenosti do nekaterih krajev potrebujejo dragocene minute, je pomoč očividcev ključnega pomena. Z uporabo AED naprave v prvih minutah se možnost za preživetje namreč dvigne na več kot 70%. Defibrilator je narejen tako, da sam analizira ritem srca in električni sunek sproži le, če je to res potrebno. Zato je strah povsem odveč. Poznajo AED, znajo uporabljati ali je to ena stvar, ki mogoče vzbuja še neko nezaupanje ali pa strah pred uporabo? Ja, oboje. Eni so ful pogumni, eni so ful že v bistvu odpremajo ta znanja. Medtem ko smo pa drugi tudi popolni laiki, pa prijemo sem zato, da se to naučimo. Nekatero pa treba še mogoče čez 2 let prepričati to, da se udržijo tega tečaja, ker je res en tak postopek, ki ga moramo res vsi obvladati, se mi zdi. Predvsem to, pa da niso sami, da se zavedajo, da tudi če so na samem dogodku ob poškodovancu sami, da vedno na 112 je oseba, ki jih bo vodila, tako da naj ne skrbijo, naj vpijejo, da se ne ustrašijo uporabiti AED, da vejo, kaj z njim narediti tudi po uporabi. V Sloveniji imamo javno dostopnih že več kot 3000 defibrilatorjev, samo v naši občini 40. 2 izmed takšnih pa že 2 leti varujeta tudi krajane Moš in Dragočajne. Ti so tako tokrat lepo nedeljsko dopoldne zamenjali za učenje, domov pa odšli z najpomembnejšim spoznanjem, da so pripravljeni rešiti človeško življenje.